Pozdravljeni! Po veliki nagradi Francije je bilo izrečenih kar nekaj kritik na račun skuderije Ferrari. Ampak danes bomo skušali ugotoviti, ali so bili res samo pri Ferrariju tako nespretni, ali so jih v določeno situacijo tudi malce potisnili nasprotniki iz ekipe Red Bulla. Na začetku bi rad pripomnil, da sam ne iščem izgovorov za napake pri skuderiji Ferrari. Po drugi strani se zavedam dejstva, da so prisotni v vseh ekipah Formule 1 ljudje z znanjem in izkušnjami, ki so ponavadi bistveno boljše od tistega, kar si lahko mi, navdušenci, predstavljamo, ko gledamo dirke doma pred televizijskim zaslonom. Zato sem si vzel nekaj časa in preučil dogajanje na veliki nagradi Francije. In skušal vam bom razložiti, kako so lahko pri Red Bullu napravili genialno potezo, ki je spravila Ferrari v krizo. In genialnost njihove poteze se vidi v tem, da jo skoraj nihče ni zapazil. Kot argumentacijo za mojo teorijo bom seveda uporabljal uradne podatke. In verjemite ali ne, na prvi pogled se ta poteza sploh ne vidi. Treba je biti pozoren in pravzaprav iskati tisto malenkost. A videli bomo, da pri Red Bullu so dobro vedeli, kaj počnejo. In da bomo razumeli, v kakšnem stanju so bili pri skuderiji Ferrari, moramo dirko začeti razlagati od samega začetka. Tu bom seveda uporabil Ferrari Sebastiana Vettela za ponazoritev Charlesa Leclerca, ker sodobnejšega Ferrarija v tem merilu seveda zaenkrat ni. A Ferrari Charlesa Leclerca na začetku dirke je bil hiter. Njegov ritem se je gibal med minuto 38 sekundami in minuto 38 sekundami in pol. Če primerjamo tisto, kar je pokazal seveda prvi njegov zasledovalec Max Verstappen, je bil njegov ritem počasnejši. Približno za 15 stotink do 2 desetink na sam krog. V 14. krogu je Max Verstappen zaostajal za približno sekundo in pol. V 15. krogu smo lahko videli, da je bil njegov zaostanek že sekundo in 8 desetink. Odkje mu na to potem tista prednost, katero smo videli takoj po menjavi? Namreč v 16. krogu se Max Verstappen ustavi. Charles Leclerc nadaljuje s svojim ritmom. Najprej s časom minute 38 sekund in 8 desetink in v 17. krogu minuta 38 sekund in 9 desetink. Nato je napravil napako ter odstop. Ampak prvo vprašanje, ki se nam pojavlja, zakaj se pri Ferrariju niso ustavili takoj za Red Bullom v 17. krogu. Videli bomo, da virtualno je bil takrat že Max Verstappen spredaj. Kako to? Namreč povedal sem vam, da v 15. krogu je imel Charles Leclerc prednost sekunde in 8 desetink. Kam je izginila vsa ta prednost? Namreč zaradi varnostnega avtomobila po nesreči Charlesa Leclerca ne vemo, kakšen je bil ritem Maxa Verstappena. Ampak, ko se je aktivnost na progi začela ponovno v 21. krogu, smo videli, da njegov ritem je bil izjemno hiter. Ta 37 sekund in 7 desetink. Zaokroženo približno sekunda na krog hitreje od tistega, kar je pokazal Charles Leclerc pred svojim odstopom. Zato lahko tudi predpostavljamo, da v 18. krogu
je bil seveda Max Verstappen bistveno hitrejši. A ne tako hitrejši, da bi kar naenkrat izničil sekundo in 8 desetink. Zato je treba pogledati, koliko časa je porabil Max Verstappen v samem postavku. In najprej si bomo ogledali tabelo, ki jo pač predstavlja tisto tekmovanje v najhitrejših postankih, kjer so zmagali pri Red Bullu s postankom Maxa Verstappena. 2 sekundi 44 stotink. A ni dovolj. Če vzamemo drugo tabelo, ki jo izdaja FIA, bomo videli, koliko časa je porabil Max Verstappen za celotno menjavo. In govorim od trenutka, ko je zapustil progo, dokler se ni nazaj vrnil. In vidimo, da je zopet njegov čas fenomenalen. 35 sekund in 266 tisočink. Če ga primerjamo z ostalimi, ki so se gibali tam okrog 36 sekund in 2 desetinke do 36 sekund in pol, vidimo, da je samo na postanku bil Max Verstappen hitrejši za približno sekundo. Seveda pri Ferrariju nimamo nobene primerjave, kajti Charles Leclerc se ni ustavil. Pri Carlosu Sainzu mlajšemu so pa imeli težave na obeh postankih. Ampak sedaj nam je nekaj jasno. Ko je bil Charles Leclerc na progi in vztrajal s svojimi pneumatiki medium in je bil za njim Max Verstappen že z pneumatikami hard, je bil virtualno Max Verstappen spredaj. Namreč, ukolikor bi se ustavil Charles Leclerc v 17. krogu, bi se kaj hitro zgodilo, da bi ga Max Verstappen prehitel. Namreč videli smo tudi na ekranih, da je bila razlika med enim in drugim 27 sekund in 1 desetinka. Uradno krog prej 27 sekund in 4 desetinke. Torej ta ocena 27 sekund nam kaže, da pri Red Bullu so naredili genialno potezo. Namreč spravili so Ferrari pod pritisk in v tistem trenutku je bila rešitev samo ena, kolikor so hoteli ohraniti vodstvo. Napraviti serijo izjemno hitrih krogov, s katerim bi Charles Leclerc povečal razdaljo in imel tako ob menjavi tam med 22. in 24. krogom dovoljšno prednost. A seveda videli smo, da Charles Leclerc s pneumatiko medium, ki je imela za seboj kar nekaj krogov, ni bil konkurenčen Maxu Verstappenu s pneumatiko hard. Torej brezizhodna situacija, ker so pa pri skuderiji Ferrari izgubili glavo. Charles Leclerc je hotel preveč, napravil je napako, ampak tudi iz njegove ekipe niso znali svetovati nič drugega. Da so bili pri skuderiji Ferrari v pravi zmedi, nam pokaže še nekaj. V 18. krogu se v bistvu ustavili vsi, tudi Carlos Sainz mlajši. Ampak večina voznikov je v tistem trenutku imela pneumatike medium, katerih življenjska doba je bila res tam med 20 in 24 krogi. Življenjska doba pneumatike hard se je pa gibala tam okrog 30 krogov in več. S tem, ko so vpoklicali Carlosa Sainza mlajšega na menjavo v obdobju tistega varnostnega avtomobila, so mu prvi del dirke tako skrajšali, da je bil v resnici prisiljen v drugo menjavo. In zopet nekaj, kar nam navdušencem ni jasno. Zakaj je potem Carlos Sainz mlajši se bojeval s Serhijem Perezem? Kajti videlo se je, da bo šel na menjavo tik zatem. Ne vem, a kaže nam na to, da pri skuderiji Ferrari so izgubili tisto pravo nit dirke, kar smo opazili vsi navdušenci. Tisto, kar nam je ostalo pa malček skrito, je bila poteza, ki je vso to zmedo sprožila. In to je bil ta predčasni postanek pri Red Bullu, kjer so s hitro menjavo, ampak tudi sodelovanjem voznika, spravili stratege pri Ferrariju pod tak pritisk, so začeli
delati napake. In prav tu, v tistem pravem trenutku in popolni izvedbi, se kaže genialnost ekipe Red Bull, ki je ena izmed vodilnih, videli smo tudi zasluženo. Tudi tako, da napravijo nekaj, kar večini navdušencev ostane skrito. Ampak upam, da smo danes videli, kako se tudi strateško lahko igra v zakulisju. Hvala za vašo pozornost, seveda nasvidenje.